Danes se bomo naučili, kaj so to pravokotnice. Pred sabo imam kvadrat, ki ga bom prepognila. Opazujte, kako. Najprej ga bom natančno prepognila. Takole. In nato še tako. Opazimo, da dobimo dva pregiba. Ta dva pregiba bom prevlekla z ravnimi črtami, zato bom uporabila geotrikotnik in seveda ošiljen svinčnik. Najprej prevlečem en pregib in nato še drug. Črti, ki sem jih narisala, predstavljajo premice, ki jih bom označila kot premico A. Tu je ravna črta, ki je neomejena, premica A, in ta bo premica B. Ugotovimo, da se premice sekata na prav poseben način. Pravimo, da sta pravokotni. In tu vidimo 4 prave kote. Pravokotnici sta torej premici, ki se sekata tako, da so v presečišču vsi koti enako veliki. Tem kotim pravimo pravi kot. Pravokotnost na sliki označimo z znakom, ki ga bom sedaj narisala. Matematično pa zapišemo takole. Premica A je pravokotna, to je znak za pravokotnost, na premico B. Se pravi, premica A je pravokotna na premico B. Ali obratno, premica B je pravokotna na premico A. Znak za pravokotnost. Ponovimo še enkrat, kaj sta torej pravokotnici. Pravokotnici sta premici, ki se sekata tako, da so v presečišču vsi koti enako veliki. Take kote imenujemo pravi koti. Sedaj pa sledi risanje pravokotnic. Za risanje pravokotnic potrebujemo geotrikotnik in ošiljen svinčnik. Najprej bom narisala premico N. Narišem ravno črto, ki mi je omejena, in jo označim z črko N. In geotrikotnik bom na to premico položila tako, da bo sredinska črta, ki poteka od števila 0 pa do števila 90, prekrila to premico, ki sem jo narisala. No, pa poglejmo. Se pravi, sredinska črta, malo nižje bom prekrila, da bom lahko risala. Natančno prekrijemo in narišemo še drugo premico. Poimenovala jo bom premica O. Na sliki še označim pravi kot
In zraven slike bom matematično napisala, kako ležita premici. Premica O je pravokotna na premico N in še obratno, premica N je pravokotna na premico O. Sedaj pa skupaj rešimo še eno nalogo. Premici K nariši pravokotni premici A in B. Presečišči označi s točkama A in B. Matematično zapiši medsebojne lege premic. Premico K, kot vidimo, že imamo narisano. Na to premico moram narisati pravokotni premici A in B. Se pravi, narisati moram dve premici. Najprej bom narisala premico A, tako da bom sredinsko črto postavila na premico K, da se prekriva, potegnila črto in jo označila z črko A. In narisati še moram eno premico, to je premica B. Ponovim bistvo postopek, zopet sredinsko črto prekrijem premico K in potegnem ravno črto, ki jo označim s črko B. Presečišči označi s točkama A in B. Vidimo, da dobimo dve presečišči. Prvo bom označila s točko A in drugo s točko B. Matematično zapiši medsebojne lege premic. Še prej bom označila prave kote na sliki in matematično zapisala medsebojne lege. Premica K je torej pravokotna na premico A. Ali obratno, premica A je pravokotna na premico K. To je enaka lega. Premica A je pravokotna na premico K. Naslednjo, kar opazimo, je, da je premica B pravokotna na premico K. Ali zopet obratno, premica K je pravokotna na premico B. Zapišemo B, premica B je pravokotna na premico K. Zanimivo, da na tej sliki opazimo še eno medsebojno lego premic, ki smo jo spoznali prejšnjo uro. To pa je vzporednost. Opazimo, da je premica A vzporedna s premico B. Ali smo prepričani? Ne vemo, zato moramo to preveriti. Premico B bom prekrila z vzporedno črto na geotrikotniku. Takole. Prikrila sem jo s temi manjšimi črticami in ugotovim, da bi lahko tu narisala vzporednico. To pomeni, da je premica A vzporedna, znak za vzporednost, premico B. Lahko bi napisala tudi obratno. Premica B je vzporedna s premico A. Tako smo to nalogo končali.